Jaz mislim, da je najpomembnejše, da na delovnem mestu res sodelujemo in da se sprejemamo, zato ker lahko z različnimi idejami in znanji in izkušnjami iščemo najboljše poti. Da imamo enake vrednote, ki nas vodijo v kako delamo in kaj delamo, to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Ne izključujemo, ampak povezujemo se med seboj in na koncu imamo vsi vedno pred očmi našega bolnika. I like to make space for every single of my team members to be really who they are, and I encourage them to all contribute so we have the best outcomes for our project. Can be perceived differently by different people. For me, it means to take 100% accountability when working on something, to empower people, to be there for people and to trust people. Ne predstavljam si poslovnega okolja drugačnega kot je Novartis, kjer je vsak zaposleni resnično lahko to, kar si želi in s tem prinesejo svojo najboljšo plat na delovno mesto. Počutiš se pomembnega oziroma vrednega, lahko prispevaš svoj del. Vsi potepamo svoje odgovornosti in vsi si presatepamo te skupne cilje, tako da je to najbolj, kar šteje. Dejansko lahko delaš delo s vsem svojim srcem in pač z vsem, kar imaš. Zdravo. Tole zahteva kar nekaj tehničnih sposobnosti. Moje ime je Marina. Zelo lepo je videti kar nekaj znanih obrazov v publiki. Sem članica Vtisa od leta 2018, ko sem se vrnila iz poldoktorskega izobraževanja na Švedskem. Vrnila sem se na Univerzo v Ljubljani, kjer sem bila zaposlena do avgusta letos in od avgusta sem na Novartisu v Mengšu. Današnja predstavitev zgleda zelo, recimo temu, korporativna, ampak res hočem govoriti z vami iz lastnih izkušenj, da vam povem, kakšno podjetje Novartis v Sloveniji je in zakaj se mi zdi, da je vredno, tudi tisti, ki ste online, da razmislite o tem, ko se boste vračali domov, da se vrnete v podjetje, ki res, kot je že video pokazal, poskuša v vsakem posamezniku izvabiti najboljše za neko skupno dobro. Kljub temu, da vsi verjetno poznate Novartis, en kratek uvod. Novartis je farmacevtsko podjetje, zdravila imamo v več kot 150 državah po svetu. Zdravila so nekako treh, recimo temu, glavnih vrst, torej male molekule, mi jim rečemo kemijske entitete, biološke molekule, torej to so zdravila, katerih osnova je protein, in pa tudi genska oziroma celična terapija. Zdaj, ko smo se člani Novartisa pripravljali na tole predavanje, danes smo razmislili, kako bi vam povedali oziroma podali čim več informacij, ki bi bile vam koristne. Zdaj, leta 2021, torej lani, je društvo Vtis izdalo publikacijo Primeri dobrih praks iz tujine, torej so raziskali, kaj si tisti, ki so v tujini oziroma so se pred kratkim vrnili, želijo od delodajalcev v Sloveniji. Zanimivo, da plača je bila na 5. mestu, na 1. mestu so bile dobro delovno okolje in dobre razmere v podjetju. In se mi zdi, da vsi, ki bomo danes predstavljali, da bomo poskušali pokazati, kako sistematsko to poskušamo v Novartisu dejansko gojiti. Nekako podjetje ima več ciljev, ki so navedeni tu. In kot rečeno, eden izmed glavnih načinov, kako te cilje doseči, je spodbujanje moči posameznikov oziroma posameznih zaposlenih. Več mehanizmov je, katere bojo predstavili kolegi
za menoj, temeljijo pa na tem, da dejansko se identificira pri vsakem posamezniku, v čem je dober, se to nekako nadgrajuje in seveda podpira z močnim in dobrim strokovnim znanjem, ki se ga seveda tudi lahko nadgrajuje naprej. Kar se tiče same Slovenije, je Novartis prisoten v 4 mestih, in sicer Ljubljana, Mengeš, Prevalje in pa Lendava. Mogoče za vtisovce najbolj relevantni sta Ljubljana in Mengeš, kjer potekajo raziskave in razvoj. V Ljubljani so to bolj, temu rečemo, male molekule, v Mengšu pa bioterapeutiki, torej proteini. Koliko nas je? Vsi, ki smo na raziskavah in razvoju v Sloveniji, nas je približno 770, od vse skupaj približno 5500 zaposlenih v Sloveniji. Zdaj, ko sem sama lani ravno nekako ob tem času razmišljala, ali bi naredila ta prehod iz akademskega sveta v industrijo, se dejansko nisem zavedala, v kakšno podjetje prihajam. Zaradi tega, ker so nas tudi na fakulteti učili, da industrija je enako proizvodnja in da tam nimaš nobene svobodne izbire, možnost razmišljanja in podobno. No, ni tako. V letu 2021 je LEK v raziskave in razvoj, torej samo v raziskave in razvoj, vložil 170 milijonov evrov, kar nas uvršča med vodilna slovenska podjetja, glede na količino vlaganj. Celoten Novartis pa je v Slovenijo, torej to so potem še zneski, ki vključujejo preoblikovanje in pa nadgradnjo proizvodnih in razvojnih zmogljivosti, vložil lani slabih 300 milijonov, v zadnjih 20 letih več kot 3 milijarde evrov. Poudarek v Novartisu na Slovenijo in pomembna vloga nas zaposlenih, ki smo v Novartisu v Sloveniji, je res na tem, da se poskuša krepiti in ustvarjati inovativno in močno prebojno okolje. Kadri, ki smo, nas je precej visoko izobraženih, trudijo pa se, da je skoraj polovica žensk tistih, ki so na vodilnih položajih. Kot že prej omenjeno, glavna točka so inovacije, pod Novartisom pa seveda deluje trenutno še Sandoz, ki je nekako divizija, ki se ukvarja z podobnimi biološkimi zdravili oziroma generiki, kot ko govorimo o malih molekulah. Zdaj to, da smo mi cool, pa da se imamo zelo fajn v podjetju, ne spoznamo samo mi, ampak spoznajo tudi recimo temu zunanji. Pridobili smo mednarodni certifikat Top Employer, to je mednarodno priznanje, že 3 leta najuglednejši delodajalec v Sloveniji in seveda prejemniki certifikata LGBT, Mega in pa, kot je bilo tudi z filmčka razvidno, invalidom in družini prijazno podjetje. Počasi bom zaključila s svojim delom, preden podam besedo naprej. Res se trudimo, da znanje, ki ga imamo v podjetju, širimo tudi izven podjetja, torej da se vključujemo v družbo, kar je prepoznalo Gospodarska zbornica Zveze Slovenije, ne nazadnje pred kratkim tudi AmCham, za najboljšo poslovno prakso povezovanja industrije in pa akademskih sfer. Tudi sama sem še vedno z nekim manjšim deležem zaposlena na Univerzi v Ljubljani. Sedaj besedo bom najprej predala Tanji, ki vam bo predstavila področje raznolikosti, pravičnosti in vključenosti, potem bojo pa sledili še ostali moji kolegi. Najlepša hvala. No, pa se že začne, pa raznolikosti, vključenosti, to definitivno ni zame. Ampak, ja, mogoče veliko med vami si bo rekel, tale filmček na začetku je en tak dober korbo zadeva, ne. Jaz vam pa povem, da vse te ljudi iz tega filmčka poznam in naravno raznolikost in vključenost je kar nekaj teh ljudi in na podlagi naših aktivnosti zadela, ne. Zdaj podjetje že nekaj časa postavlja človeka v ospredje, tacga kot je, ne. Lahko ga oceniš vizualno, lahko ga oceniš po dosežkih, lahko ga oceniš po izobrazbi. Marsikaj je, ne, ampak smo pa več od tega. Ne vem, jaz sem Tanja, sem mama 14-letnici, imam doma starše, ki so starejši, imam tasta, taščo in vse to vpliva na moje življenje.
Sploh pa vpliva na moje življenje, na mojo srečo teh stvari nimam, ampak lahko bi bila pa predstavnik nekih manjšin, ki so nekoliko zapostavljene v družbi in ne dobijo pravičnega glasu in ne dobijo tudi pravične priložnosti. Raznolikost in vključenost je res lahko ena dobra reklama za podjetje, ampak kako narediš svojo domačo nalogo pošteno, in mi smo jo naredili, potem dejansko lahko pomagaš tem ljudem dobiti glas, pa odkriješ milijon talentov, še vseh ostalih potrebnih, ki so. Medgeneracijsko sodelovanje je eden od stebrov. Mi smo 80% res proizvodno podjetje. Iz staranja populacije, preden grejo v pokoj, iz zahtevnosti delovnih mest, moramo to stvar ustrezno naslavljati, ker mi lahko dobimo kar naenkrat kar precej starejših ljudi, ki so neuporabni. Ampak niso. Ker so toliko časa delali z nami, imajo res potrebno znanje in včasih rabijo čist majhno pomoč, da lahko delajo tudi zahtevnejše delovne naloge. Veliko se vračamo v proizvodno, raziskujemo možnosti, kako naprej. Potem so med nami invalidi. Veliko smo delali z recimo zavodom MOZ, zavodom Detel, ki nam pomagajo v pakirnici, ampak želeli smo si več od tega in zdaj nam v bistvu res ratuje. Želimo si dati vedno pravično priložnost človeku, ki ima ustrezne sposobnosti in ustrezno znanje. Ker to, da je nekdo na vozičku, ker to, da nekdo ne sliši in videli sta dva človeka, to ni njun problem, to je problem družbe in ni nas, ki ne poskrbimo ustrezno za njih, da pridejo med naše vrste in nam pomagajo delati tisto, kar znamo najboljš, pa bi radi znali še bistveno boljš. Potem je LGBT skupnost. Ja, tukaj je še ena stvar, ki si rečete, veliko komerciale zadaj, ne? Ampak spet, če narediš svojo domačo nalogo dovolj dobro, ugotoviš, da ni vse pravično za njih in ni vedno vključujoče. In tudi tukaj veliko delamo tudi na tem, da jim pomagamo ne samo znotraj sten našega podjetja, ker mi delamo, ne vem, 8, mogoče več ur v podjetju, potem se pa vračamo v svoje celice, kjer tudi če mi vse naredimo za to, da se oni dobro počutijo, še vedno bojo prišli ven v družbo, ki mogoče ni tako strpna, kot se na prvi pogled zdi. Raznoliki talenti. Ja. K nam prihaja veliko tujcev. Seveda, včasih prihajajo sami, včasih prihajajo z družinami. In ne samo zato, da moraš ti za njih ustrezno poskrbeti, da si oni sploh želijo priti z raznimi alokacijskimi paketi in raznimi ponudbami. Ti jih moraš tudi ustrezno in pomagati, da se umestijo v prostor, da zaživijo ali kot posamezniki ali kot družine. Še veliko težje, kadar so družine. Zato veliko delamo tudi na tem, da jim pomagamo, da se zunaj srečujejo, kar se pa tiče kadrovskih procesov, pa da je za njih ustrezno poskrbljeno. In ne vem, mogoče se vam zdi ena taka banalna zadeva, so neke dogodki se zgodijo v svetu. Vi imate pa ljudi iz različnih držav. Vsak moment je treba biti pozoren. Na raznolikost in vključenost je vedno ena taka stvar, ki se nikoli ne konča. Vedno moraš biti pozoren, tekončuten, narediti domačo nalogo in pomagati. Ja, velikokrat mi mladi rečejo, bila sem na parih predavanjih tudi na fakultetah, pa so mi rekli, pa zakaj mi to sploh še rabimo danes, ne? Saj če mojega otroka, starega 14 let staro deklico imam, če njo vprašaš, njej tudi vse stvari so ji čisto jasne, pa sej tamkaj ljubezen je vse v redu, pa tamkaj spoštovanje je vse v redu, a ne? Ampak žal ni tako in moramo naslavljati te raznolikosti, moramo pomagati ljudem dati glas in moramo v podjetju vedno poskrbeti za procese, da je ozaveščenost na toliko visoki ravni, da vse ostale stvari zginajo. Tako da tudi jaz si želim prihodnosti točno takega prostora za vse. Jaz pravim, v Leku, Sando, Novartis sem od leta 2002 in ponosna sem na to, kaj je to podjetje postalo v vseh teh letih. Ja, dobrodošli pri nas, ne, če se boste odločili. Hvala. Hvala lepa, Tanja. Nadaljujemo pa z malo drugačno tematiko. Nika Anžiček bo zdaj imela predstav.
Tako je, hvala. Sem Nika Anžiček, sem vtisovka že od leta 2009 oziroma že globoko od zametkov tega, kar je danes vtis. V Sloveniji sem od leta 2017, ko sem končala študij na Univerzi v Cambridgeu. Po izobrazbi sem organski kemik in že 5 let delujem trenutno kot vodja projektov v razvoju bioloških zdravil Mengeš, končne učinkovine. Sem pa tudi vodja programa promocije zdravja v podjetju, ki se imenuje Polni življenja. Najprej vas vprašam, kaj pa ste vi danes že naredili zase? A se lahko spomnite na kakšno stvar, kaj je bilo tisto, da vam je dalo malo energije? In zdaj, če razmišljate, vsaj niste peljali na sprehod, ni vam uspel meditirati zjutraj, zajtrk ni bil smuti, ne vam povem nekaj drugega. Kaj pa, če ste prebrali kakšno stran dobre knjige? Ste imeli pogovor s partnerjem ob kavi zjutraj? Če ste že prejšnji večer pripravili nekaj, da vam to jutro ne bo treba? Tudi to je nekaj zase. Ampak tudi, če niste, pomislite, kako prijetno pa bi bilo, če bi vas kdo opomnil na to. In ravno s pobudo Polni življenja skušamo mi naše zaposlene opomniti, da vedno, torej in na delu in doma, skušajo biti najboljša verzija sami sebe. In s tem povečajo svojo produktivnost ter nekako začrtajo ločnico do privatnega življenja, ki se seveda prepleta z delovnim življenjem, ampak skušamo ohranjati zdravo ravnovesje med njima. Torej, da eno ne tekmuje z drugim, ampak gre z roko v roki. In to dosegamo na način, da pokrivamo 3 ključna področja. Torej, fizično zdravje oziroma telesno dobro počutje, psihično ali duševno dobro počutje in pa družbeno dobro počutje. Zdaj, če razčlenimo, kaj od vsega tega že poznamo, telesno dobro počutje vam je mogoče še najbližje. Torej, to je, da se dobro počutimo, da se gibamo, da se zdravo prehranjujemo, da dobro spimo. To podpiramo z aktivnostmi, kot so brezplačno cepljenje, subvencionirane športne aktivnosti, aktivni odmori preko spleta vsak dan ob 12, popoldanske vadbe in še marsikaj. Imamo pa tudi svoj fitness na Verovškovi v Ljubljani, kjer nam je na voljo ekipa usposobljenih kineziologov, tako da lahko zaposleni bodisi pred službo ali pa po njej pridejo, povadijo, dobijo strokovni nasvet, izmerijo svojo telesno sestavo in na nek način ohranjajo motivacijo za telesno zdravje. Drugi steber je duševno dobro počutje. To je naša nekako, lahko bi rekla temu, duhovno blagostanje. Torej nekakšna želja po učenju, želja po osebni rasti, čustveno ravnovesje predvsem, obvladovanje stresa, samozavest pri skrbi za druge. Torej, to spodbujamo z vsakoletnim dogodkom Kako si, ki je sklop 2-dnevnih predavanj s strani priznanih strokovnjakov, kot so Rok Trkaj, Aljoša Bagola, različni psihologi, s katerimi sodelujemo in nam vsako leto podajo informacije na temo odnosov, skrbi, čustev in res tematik, ki se ne striktno dotikajo samo službenega življenja, ampak ki nam poskušajo, da se soočamo tudi s strahovi v zasebnem življenju. In format je zelo sproščena oblika, nekakšna mešanca predavanja in preprostega pogovora. In vsako leto se preko spleta dogodka udeleži več 100 zaposlenih. Naslednja stvar na področju duševnega zdravja ponujamo brezplačno psihološko podporo s strani kvalificiranih psihoterapevtov, kjer nekako se soočajo ljudje z akutnimi težavami, bodisi spet službene težave ali pa doma, in tako dobijo nekakšno usmeritev za nadaljnje korake. Zelo spodbujamo pa tudi vadbe čuječnosti. Če ne poznate, čuječnost je nekakšna osredotočenost na tukaj in zdaj, na svoje misli, da takrat, ko se z določeno aktivnostjo ukvarjamo, smo res polno prisotni. In pri tem nam pomaga tako naša interna ekipa mindfulness coachov, kot tudi zunanji izvajalci in je vedno zelo dobro obiskana. Imamo pa tudi one-pagerje o čujetnosti, torej nekakšne plakate po lokacijah, ki nas na lokacijah, kjer se največ zadržujemo, tudi opominjajo na to, torej v jedilnicah, v kuhinjah, v garderobah, na hodnikih in tako naprej.
Mogoče še zadnji steber, družbeno dobro počutje, to pa je seveda dobro počutje med drugimi ljudmi, to, da hodimo zadovoljni na delo, da se družimo z ljudmi, da nam je mar za njih, da jih vključujemo in sprejemamo, kot je že omenila Tanja, in na ta način seveda krepimo družbeno klimo. Sploh v tem aspektu smo imeli v času COVID-a kar nekaj izzivov, ker sodelavci res niso imeli možnosti stika v živo, zato se trudimo, da vse te aktivnosti, ki smo jih trenutno imeli prek spleta, res pripeljemo v obliko v živo. Tule recimo en tak primer, Minuta za čuječnost, naši tematski posteri, ki so zelo luškani, vsebino, ki jo Novartis ponuja na globalni ravni v angleščini in drugih jezikih, na to lokalna ekipa prevaja in s tem, ko prevedemo vsebine v slovenščino, jih naredimo tudi dostopne za večino naše populacije, kot smo že omenili, smo vseeno 80% proizvodna firma in se seveda trudimo, da tudi tisti, ki nimajo stalnega dostopa do računalnika in do spletnih vsebin, lahko na nek način to vsebino posrkajo po drugih kanalih. Mogoče bi izpostavila še zadnjo zadevo, ki pa je nekoliko posebna v Novartisu, to je pa spletno svetovalno orodje, kako se počutite, kjer uporabnik izpolni spletni vprašalnik z nekaj preprostimi vprašanji na temo, kako se počuti, kaj ga najbolj skrbi oziroma o kateri tematiki bi se rad podučil in pa koliko časa ima, in orodje potem nekako ponudi prilagojene rešitve specifično za čas, ki ga uporabnik ima in pa tematike, na katere se želi osredotočiti. In tukaj so recimo tudi take enostavne vaje, bodi si za posameznika ali pa tudi kot team building. Tako, toliko na kratko, zdaj pa besedo predajam še enemu tisovcu, Mihi Hopšaku. Zdravo, hvala Nika. Moram priznati, še jaz sem se naučil, nisem vedel, da imamo to orodje. No, tako je Nika rekla, ime mi je Miha. In moram priznati, da v bistvu se ne spomnim, odkdaj sem član Vtisa, ampak tudi jaz sem že to kar nekaj časa. V Angliji sem namreč študiral od leta 2012, se mi zdi, in potem sem pač po končanem dodiplomskem študiju in potem doktoratu na Imperialu v Londonu pač se vrnil v Slovenijo konec leta 2020 in zdaj sem dobri 2 leti zaposlen v Leku. Se pravi, tukaj delam kot raziskovalec, v bistvu v Sandojevem razvojnem centru, na oddelku, ki se mu reče zgodnji razvoj farmacevtskih izdelkov. Tako da tudi jasno, podobno kot Nika, sem bil v tistih 20% pač bolj razvojnikov, recimo. No. Danes pa sem tudi povedal nekaj besed o tem, kar piše na slajdu, se pravi, gre za svetovalni odbor mladih oziroma Young Advisory Board v angleščini. In to je ena od tistih stvari, ko mislim, da pri Niki bi pasalo v tisti sredinski steber, se pravi, v bistvu neko tako stvar, ki paše pa tisto željo po učenju, pa nekem dodatnem početju, recimo poleg teh običajnih stvari, ki jih pač delam v službi. Se pravi, v bistvu svetovalni odbor mladih oziroma ta Young Advisory Board je ena takšna zadeva, kjer nas 10 oziroma 12 bolj mladih kadrov na rednih mesečnih sestankih v bistvu se deluje z top managementom v Novartisu v Sloveniji. Se pravi, v bistvu vsak mesec imamo sestanke v bistvu z direktorjem Novartisa v Sloveniji, kar je v bistvu, mislim, meni se zdi to kar cool. Jaz sem se prijavil v bistvu zato, ker sem hotel neko mogoče malo bolj širšo sliko o tem, kar pravzaprav naše podjetje počne. Se pravi, malo sem se hotel oddaliti od svojih tiste ene molekule, na kateri delam v laboratoriju. Se pravi, v bistvu cilj tega svetovalnega odmora je, kot pač piše na slajdu, je ustvarjanje varnega, nekonkurenčnega okolja, ki spodbuja sodelovanje med mladimi in vodilnimi. Se pravi, v bistvu gre za izmenjavo nekih mnenj oziroma idej, ki vplivajo na poslovanje in kulturo našega podjetja in širšega okolja. Mislim, da je to kar lepo povzeto. Se pravi, na teh rednih sestankih pač obravnavamo različne teme in te teme oziroma vsebina pa se razlikuje glede na interese in pa potrebe podjetja. Se pravi, v bistvu vsak od nas, članov te iniciative, lahko predlaga temo in če se odločimo oziroma se pač skupaj v skupini, torej skupaj z direktorjem odločimo, da je to nekaj, kar je bilo vredno obravnave oziroma je pomembno za podjetje, se potem tega tudi lotimo. V bistvu smo ravno trenutno v rečemo temu, pripravi predlogo za teme za letos, ker letos v bistvu delujem kot vodja tega programa skupaj še z enim sodelavcem, s katerim so pa lani v bistvu člana iniciative. Se pravi, ravno nam je uspelo izbrati člane za 3. generacijo te iniciative in kot sem rekel, trenutno pripravljamo predloge. Se pravi, v bistvu upravili smo tisti prvi sestanek, za naslednje leto je pa potem napovedanih še 6.
In teme, o katerih smo govorili, se pravi, v zadnjih 2 letih, torej v prvi in drugi generaciji, so se dotaknili raznih stvari, se pravi, mogoče ne tako presenetljivo, recimo COVID-a in odziv podjetja na pač pandemijo. Potem so ustvarjene dela prihodnosti, recimo Nikin program Polni življenja, mislim, da je nastal oziroma se osnoval, imam prav, v pač JAB-u, torej tem Young Advisory Boardu. Recimo torej to je, kako izboljšati delovno okolje in korporativno kulturo. V moji generaciji, se pravi v drugem letu iniciative, smo se pogovarjali recimo o trajnostnem razvoju, upravljanjem sprememb in projektov v podjetju, ter velika tema je pridobivanje in ohranjanje ključnih talentov. Pri različnih tematikah oziroma tam, kjer je to relevantno, sodelujemo tudi z drugimi strokovnjaki, zdaj ne samo recimo z direktorjem ali pa pač v bistvu boardom firme, ampak tudi z drugimi strokovnjaki, recimo na primer pri talentih, ta je verjetno kar jasna, smo se povezali pač z TAS-om oziroma našimi torej HR-ovci pri tistih projektih z raznimi vodji projektov in tako, da imamo v bistvu potem lahko tako celostno sliko. In kar je recimo meni kar blizu, je v bistvu to spoznavanje in neko mreženje tudi v podjetju. Se pravi, ker je kar fajn, da v bistvu veš, s kom delaš, komu napisati, če koga kaj rabiš, recimo. To kot sem omenil, tu nisem bil jaz prisoten, ampak ta svetovalni odbor je bil vključen tudi v postavljanje prioritet člani uprave, to je bilo na koncu prve generacije. Tako da res kar zanimiva stvar. Kar se pa tiče prijav na to, oziroma kako se na to vključiš, v bistvu se podjetje trudi, da bi to postala neka taka stalnica. Jaz mislim, da je kar, recimo trenutnemu direktorju je zadeva kar všeč. Torej, kot sem omenil, trenutno poteka, oziroma se je ravno začela 3. generacija Young Advisory Boarda, tam vidite prijavnico. Sicer pa, ja, seveda obstaja nekaj ali ne, kaj pravzaprav si želimo, oziroma kdo je idealni kandidat, ampak tu nekako ni ravno omejitev. Prijavi se na to lahko pravzaprav vsakdo. So pa želje, da bi bil idealen kandidat malo mlajši, se pravi 25-35 let, mogoče 2 leti izkušnje v podjetju ali pa bogate siceršnje izkušnje iz kakšnih prejšnjih življenj. Izbor pa potem poteka pač prek te prijavnice, lahko pošleš video, lahko pač sam napišeš. Na koncu pa v bistvu pač poteka intervju, ki ga opravi 4-članska komisija v prisotnosti tudi predstavnika kadrov. To nisem vedel, da je napisano. Vodenje naslednje generacije prevzameta 2 najbolj zagnana predstavnika trenutne generacije. Tako da, ne, sem res zagnan, mimogrede. To nisem si dobro prebral. Ampak torej v bistvu, ja, z tem sodelavcem so se javila, da bi vodila naslednjo generacijo, ker nam je pač všeč. V bistvu cela zadeva. Jaz torej nisem hotel po enem letu tega kar spustiti, ker se mi zdi res zanimivo pač to sodelovanje tudi z ljudmi iz drugih oddelkov, ker recimo potrudili smo se, da je, tako kot tudi piše, da je pravzaprav ta nabor 10 ljudi lepo uravnotežen, tako po spolu, kot tudi po recimo pač različnih ozadjih, izobraževalnih ozadjih in tudi potem na kakšnih funkcijah nastopajo, ker bi se s tem nekako lahko zajamemo razmišljanje in pa način reševanja problemov iz ljudi, ki pač prihajajo iz različnih ozadij, mogoče drugače razmišljajo o določenih stvareh in se bi z istim izzivom drugače spopadli. Kar recimo pač meni, ki pač imam neko kemijsko ozadje, je lahko nek pristop enega, ki pa ima, ne vem, ekonomsko ali pa bolj tako ozadje, pač čistuje, je pa tudi možno, da je pač to res v nekem danem primeru dosti boljši način. In zdaj podobno kot druge stvari prej, tudi ta stvar ni samo neka taka interno prepoznana kot dobra praksa oziroma nekaj, česar bi se mogli držati. To je bilo tudi prepoznano kot, mislim, da je dobilo zlato nagrado na Zlati niti 2020, potem na nekem združenju Manager je šel Luka Elič, v bistvu ta gospodič, ki si je zadevo zmislil, predstaviti, pa tudi v raznih medijih se je v bistvu zadevščina že pojavila. Tako da je kar lepo, mislim, da se je zakorenila v firmo in jaz res mislim, oziroma upam, da bo ostala tudi naprej, ker mislim, da je res lahko nekaj, kar lahko mladega, zagnanega posameznika, kar mislim obogati oziroma mu da nekaj dodatnega, kar je pač res potem v službi fajn početi. Evo, mislim, da smo prišli do konca prezentacije. Tako da lahko nas kontaktirate oziroma kontaktirate Nino Pakiš, ki je pač v bistvu vodja pridobivanja talentov, tam je tudi njen mail. Smo prisotni tudi na LinkedInu, za tak direktno v bistvu napast priložnosti za službe, pa obstaja tudi tista spletna stran. Drugače bo tudi nekaj nas, torej sodelavcev iz Novartisa, pač prisotnih tukaj, tako da se lahko tudi med kosilom malo pogovorimo, če ste pogumni, pa prijete do nas. Hvala.